Vesela sem, da se moji protikandidati zelo hitro učijo. Na začetku kampanje še niso bili tako polnih ust o ekologiji. Vemo, da je ta problem že od leta 2001. Te doline so imele mnogo katere poslance in se vprašam, kolikokrat bi moglo biti to poslansko vprašanje postavljeno v parlamentu, po mojem na vsakem zasedanju. Zdaj pa kako jaz problem vidim? Zelo konkretno, bom jedrnata. Povzela bom vse pravne postopke in upravne za prepoved sosežiga v vseh objektih, ki to počnejo. V dolini Trbovlje in vseh obeh sosednjih občinah rabimo takojšen stalni monitoring. Neodvisen, vsak hip, vsak trenutek hočem imeti možnost na svojem domačem računalniku stopnjo onesnaženosti. Zelo pomembno mi je, da je bilo na zaključni prireditvi prejšnji teden v Zagorju konsenz vseh prisotnih, ki so ostali do popoldne, da se ustanovi regijski odbor. Moralna odgovornost je to vseh treh županov občin, da se ta regijski odbor ustanovi in da se mu da neka, bom rekla, moč. V ta odbor bomo povabili vse, ki so deležniki v teh treh občinah, torej politične strukture, civilno javnost, gospodarstvenike in to sklepi tega odbora bodo zavezujoči. Poleg tega je državni sekretar Eržen, ki je bil tudi navzoč v popoldanskih urah, nam zagotovil, da bo za nas župane imel posluh in da je bilo zadnji teden ustanovljen medresorski kolegij ministrov, ki se ukvarja s področjem ekologije, gospodarstva in zdravja. Gospod Eržen je vodja te ekipe in treba je na tem nivoju tudi začeti izvajati politične pritiske, ne nazadnje pa tudi dajati pobude za spremembe zakona. Ne sme se dogajati več, da se bodo pravilniki prilagajali posameznemu izvajalcu. Torej, čisto konkretno, prvi korak prepoved sosežiga z vsemi pravnimi postopki, upravnimi postopki, stalno nadzorovanje strani inšpekcijskih služb, ne da danes občani kličejo 200, 300, 1000krat na dan, to je pristojnost župana in njegove oblasti. In kot sem rekla še enkrat, ta regijski odbor, ki bo imel pooblastila in seveda stalno povezavo in obračanje na ta medresorsko posvetovalno telo. Hvala. Hvala tudi vam.